Drage mame, drage hčere, dragi očetje, dragi sinovi. Vsi imamo mame, kaj ne? Drži? A vsakem od nas moja mami sproži drugačen odziv, drugačno paleto občutkov, občutke izpolnjenih, pa tudi neizpolnjenih pričakovanj. To je dokaz, da je pravzaprav pojem mama arhetip. Je arhetip brezpogojne ljubezni, celo žrtvovanja, vedno tam za nas. Pa z mame zmoremo in znamo dati to brezpogojno ljubezen. Kaj ne pričakujemo preveč. O konfliktih med starši in otroki je veliko napisanega. Posebno o najstnikih in malih otrocih. Manj pa se govori o konfliktih med odraslimi, otroki in starši. Zakaj? Kaj se vse čudežno uredi, ko odrastemo? Se ne uredi. Najbrž veste vi in vem jaz. Ampak ko odrastemo, se zdi, da je normalno, da se poslužimo enega od 3 načinov reševanja odnosov s starši. Omenila bom 3, ki so najpogostejši. Ali potrpimo, hodimo s cmokom v grlu na obisk, stisko v srcu odhajamo iz obiska in rečemo, no, za nekaj časa sem opravil. In se umaknemo, kar v otroštvu ni bilo mogoče. Drugi način je, da se prepiramo ali imamo tiha obdobja, mečemo dol telefon. Skratka, ostajamo igralci v neki dramski postavitvi, katere scenska postavitev in igralci so znani, število repriz je morda edina variabila. Tretji način je pa to, da se oprimemo biblijskega reka, da je starše treba spoštovati in ljubiti. Lepo vse pridno pometemo pod preprogo, se delamo, da smo vse odpustili, da nismo ničesar zamerili, da nas nič ne boli in da je vse, kot bi moralo biti. Kako pa je tisto, kar bi bilo fino, da bi bilo, pa morda ni in moramo zato še kaj narediti? Predstavljajte si, da se razveselite, ko vas mama pokliče ali vi njo. Da vam je toplo pri srcu že, ko pomislite na njo. Predstavljajte si, da se absolutno več ne ukvarjate s tem, ali ima mama rajši vašega brata ali vašo sestro ali vas. Predstavljajte si radost in lahkotnost materinstva. Tudi svojega, če ste mama. Zakaj pa govorimo samo o mami? Saj imamo 2 starša, ki sta enakovredna nosilca novega življenja. Zakaj samo mama? Zakaj smo do mam bolj kritični? So mame morda bolj hudobne in bolj škodljive? Najbrž ne. Kaj pa, če od mam pričakujemo preveč, mi osebno in cela družba? Najbrž da. Ampak ko sodimo mame, ko jih sodimo in velikokrat jih sodimo, se spomnimo na zgodovino žensk.
Spomnimo se na uzakonjen patriarhat, ki še danes marsikje kroji vsak dan žensk. Pa tudi neuzakonjen patriarhat še vedno kroji usodo današnjih žensk. Ostanimo v Evropi in ni nam treba prav daleč nazaj v čas. Dobrih 300 let nazaj, v začetku 18. stoletja, je bil zadnji čarovniški sežig čarovnice na Slovenskem. Spomnimo se naslednja stoletja, ko so ženske pisale pod moškimi imeni, ko niso smele na akademijo, ker so bile ženske, ko so znanstvenice svoja odkritja objavljale z imenom mož oziroma moški so objavljali njihova odkritja. Leta 1971, 50 let nazaj, so Švicarke dobile volilno pravico. 1981 je bil v Italiji spremenjen zakon, ki je umor iz časti vzel iz zakona. Po njem so dobili moški milo kazen, če so ubili ženo, ker jih je osramotila. In leta 2020 in leta 2022 je v Sloveniji vzrok smrti femicid. Tista oblika smrti, za katero jih pokončajo do 40. leta. Danes, tukaj. In če pogledate v brskalnik, se na drugi strani največkrat pojavi odnos z mamo hči, kot konflikten. Ne sin, ampak hči. Kaj so tudi hčere bolj grozne? Niso. Ampak zdi se, kot da bi hčere na nek način zamerile svojim mamam, da so svojim spolom dobile to, cel paket te vloge. Res pa je, da tudi včasih mame drugačno pozornost dajo sinovom. En internetni izsek, ki pravzaprav dokazuje ta naša velika pričakovanja do mam, sem si še posebej zapomnila. Takole nekako gre. Če je mama takšna, da se sprejema v celoti, da je prisotna, da zna stati ob strani, da zna prisluhniti, da se zna pogovarjati in da zna poskrbeti zase, potem bo tudi hči najbrž odrasla v samostojno osebo. Zdaj vas pa jaz nekaj vprašam. Koliko naših mam pa je imelo družinska in družbena okolja in pogoje, da bi lahko to naredile, da bi se sprejele v celoti in da bi znale poskrbeti zase. Moja mama tega ni imela. Moje babice še manj. Moji dve babici sta skupaj rodili 26 otrok. O prababicah ne bom izgubljala besed. Tudi jaz nisem imela teh pogojev, pa sem imela eno veliko stvar, ki jo moje prednice niso imele, lahko sem se izobraževala. To je zaklad. In upam si trditi, da tudi naše hčere danes nimajo takega okolja, da kljub njihovi večji veri vase in drugim družbenim pogojem njihove poti še vedno ne bi bile vpete v stereotipna pričakovanja, kako naj bi bile in kako naj ne bi bile. Najbrž se sprašujete, jaz sem vse dolga leta, pa se je sploh možno
spraviti z mamo, priti v mir z mamo. Zelo hiter odgovor je, mogoče je in splača se in veliko je razlogov za. Kako je težje poglavje? Zakaj? Je enostaven odgovor. Zakaj? Zato, ker je zamera breme tistega, ki jo nosi. Torej, zaradi vas samih in zaradi vaših potomcev, ker je zamera okužena družinska skrinja, ki jo predajate naprej. Ampak če je odgovor na zakaj enostaven, odgovor na kako ni tako zelo enostaven. To je nekaj, kar v resnici gradimo celo naše življenje. To je most, ki je sestavljen oziroma ki stoji na 2 stebrih. En steber je empatija in drugi steber je osebna odgovornost. Kaj to pomeni? Empatija je sposobnost vživljanja v občutke drugega. Ampak pri stebru te empatije se ta empatija začne pri nas samih. Kaj to pomeni? To pomeni, da pogledamo v svoje občutke otroka in jim damo legitimnost, kakršnikoli že so, naši so. To pomeni, da poiščemo stik s svojim notranjim otrokom, se ga naučimo slišati, se ga naučimo potolažiti, se naučimo dati mu varnost. Jaz se izogibam besedi, da se imaš rad. Uporabljam eno drugo, ki mi več pomeni. Ko vse to delate, se naučite, učite in naučite lepo delati s sabo. In ko se naučite lepo delati s sabo in ko se učite lepo delati s sabo, smo že pri drugem stebru, to je osebna odgovornost. Ko smo odrasli, smo absolutno in 100% odgovorni za svoje življenje in za svoje počutje, ne glede na to, kaj smo dobili ali pa česa nismo dobili od svojih mam. In bolj bomo empatični do sebe in bolj se bomo zavedali, da je naše življenje naša odgovornost, lažje bomo z empatijo pogledali tudi v zgodbo mame, zgodbo otroka. Lažje bomo odložili zamere, lažje bomo odšli naprej v svoje življenje, tudi če odnosov z mamo nimamo več, ker je morda ni več. Zato vas pozivam in vabim, začnite graditi most. Most empatije in osebne odgovornosti. Gradnja tega mostu vas bo pripeljala do vas samih. Hoja po tem mostu pa vas bo pripeljala do radosti življenja in do hvaležnosti za življenje. In ne samo, da dram v vaših odnosih z mamo ne bo več. Dram in bolečih občutkov v nobenih odnosih z odraslimi osebami ne bo več. Vabim vas na most.